Lep pozdrav. Moram reči, da nekako tradicionalno je že bilo v preteklosti, da so bile tiskovke konference praktično ob mojih obletnicah in 1. aprila je bilo 17 let, odkar sem prevzel vodenje občine Brežice. Res, da zdaj v lanskem leti te konference nisem imel, kajti so bile take posebne, bi rekel, razmere. Zdaj pa mislim, da prav vseeno, da nekako le malo povzajamo in da tudi obvestimo javnost o aktivnosti. Prav je, da verjetno na začetku konference vseeno povem moje začetne izzive in pa stanje občine Brežice v letu 2005. Takrat je bilo res izjemno eno težko obdobje, saj enostavno je bilo pomanjkanje sodelovanja in pa zaupanja v občinskem svetu. Dejansko tisti, ki se še spomnijo, vejo, da takrat ni občina Brežice imela ne sprejetih proračunov, ne podžupanov na nič, kajti enostavno zaupanja in pa sodelovanja v občinskem svetu ni bilo, zato je bilo sigurno ena od pomembnih nalog, da se je to zaupanje kasneje tudi vzpostavilo. Drugi veliki problem občine Brežice je bil, da enostavno ni bilo prihodkov, kajti praktično so živeli samo od povprečnine, ki nam je država namenila, in drugih virov skoraj ni bilo. Tako je bilo na začetku leta, praktično, ko sem jaz bil, vsega skupaj, mislim, da 1,5 milijona investicij, kar pomeni, da se enostavno ni dalo skoraj nič narediti. Zato pa seveda tudi ni bilo praktično možnost kaj dosti delati. Zato seveda sem se kot župan zadal 10 nalog, ki so nas vodile k nadaljevanju, oziroma 10 načel, to je sodelovanje in vključenost, dolgoročno načrtovanje razvoja investicij, kontinuiranje in ciljno usmerjanje vodenje, izboljšava organiziranost občinske uprave, stabilno poslovanje, fleksibilnost pri reševanju težav občank in občanov, optimizacija javnih zavodov, izboljševanje prostorskih pogojev, povezano z lokalnim okoljem in pa sprejemanje odločitev za spremembe. Zdaj, če grem mogoče kar po teh načelih od začetka, to se vidi tudi sam proračun, kakšen je bil takrat, 15 milijonov, vse skupaj, danes je 43, kar pomeni, in od tega seveda je največji problem, da je bilo večina tega denarja praktično namenjeno samo za delovanje občine, ni bilo pa za investicije. Če grem zdaj po teh svojih načelah, najprej o sodelovanju in vključenost, tu je bilo moj prvi korak, da smo presegli tisti stari način dela v občini, kjer smo imeli pozicije in pa opozicije, in potem so bili vedno prepiri. Zato smo praktično takrat se dogovorili z strankam, da bomo si delili vse, tako komisije in pa ostale, tudi v javnih zavodih, glede na volilni rezultat. Prav tako to je prineslo tudi do tega, da smo dobili končno po daljšem času tudi podžupane, ki so bili praktično iz različnih strank, tako da smo s tem praktično zelo hitro potem sprejeli tudi proračune in tudi kvote volilne za delovna telesa, za svete zavode, in tako se je tudi potem nekako ustvarilo neko novo zaupanje, kar se tiče seveda samega delovanja občinskega sveta, ki je izjemno pomemben, da sprejema tiste odločitve, ki so potem za normalno delo. Drugi korak je bilo seveda organiziranost občinske uprave. Tu treba povedati, da je bilo treba praktično z organizacijo občinske uprave prilagoditi predvsem novim trendom. Ključna naloga je bila pridobivanje sredstev, kajti danes se vse prepogosto govori samo o tem, kako se bo denar občinski delil, premalo pa o tem, da ga treba najprej seveda pridobiti, potem pa ga tudi porabiti. In to je tudi tisti, prav da povem, recimo danes je povprečnina praktično 20 milijonov, ki jo dobimo od države, ostalo pa je naš pridobljen denar do 43 milijonov, kar pomeni seveda, da na račun tega tudi imamo lahko tako velike proračune.
Tako da to je bilo ključna stvar, potem pa trebalo tudi občinsko upravo prilagoditi predvsem črpanju evropskih sredstev, pripravljanju razpisov za evropske sredstva in pa tudi ekipo, ki je znala izvajati velike projekte, kajti definitivno treba vedeti, da s tem, ko smo začeli izvajati velike evropska sredstva, smo imeli projekte tudi po 5 milijonov, kar je bilo prej za nas dejansko ne predstavljivo in zato je bilo potrebno seveda tudi doseči, da smo imeli ekipo oziroma oddelke, ki znajo voditi. Zelo pomembno je bilo tudi stabilno poslovanje. Dejstvo je, da do tistega leta je bilo pa nam izjemno nepregledno finančno poslovanje, velikokrat je bilo problem tudi likvidnosti plačilnih rokov, tako da dejansko smo začeli zelo strogo spremljati, kot bi rekli v gospodarstvu, glede na to, da sem z gospodarstva prišel cash flow, kar pomeni, da dejansko je bilo ključno, da smo redno plačevali in pa seveda tudi delali samo tisto, koliko smo imeli sredstev. Naslednja stvar je bila dolgoročno načrtovanje razvoja investicij. To je bilo trebalo kar si narediti dolgoročno načrtovanje. Sigurno ena od prvih nalog je bilo sprejetje OPN-ja. Treba vedeti, da občina Brežice praktično, ko sem jaz prišel leta 2005, je imela na zadnje sprejet OPN leta 1988, do takrat je bil samo neke kozmetične popravke, zato smo šli masovno zelo močno v spremembo tega plana. Delali in je bil izjemno zahteven, tako da smo 2014 končno sprejeli ponovno prenovljen plan, potem smo nadaljevali leti 2016 in tudi danes ponovno ga dopolnjujemo, kaj je ključna naloga. Za nas v občini Brežice je izjemno bila pomembna tudi optimizacija javnih zavodov. Dejstvo je, da tudi tu smo imeli kar precej zavodov v občini, takrat zavod za podjetništvo, zavod za turizem, za mladino, za šport. Enostavno je bile naloge netransparentne med njimi, ni se vedelo, kdo prav kaj dela, zato smo šli tudi v reorganizacije teh zavodov in kasneje tudi v ustanavljanje javnega podjetja. Tako da jaz mislim, da na tak način smo, lahko rečem, izboljšali bistveno bolj ta servis, ki je namenjen občanom. Naslednja točka je bila izboljšava prostorskih pogojev. Predvsem tu je bila glavna naloga predvsem posodobiti prostore za šole. V tem času, praktično te 17 leta, so se skoraj prenovile vse šole, zgradili so se novi vrtci. V krajevni skupnosti smo delali nove domove, prostore urejali, tako da imajo praktično vsaka krajevna skupnost svoj neki večnamenski prostor. Šola smo tudi uredili, praktično energetsko sanirali v zadnjem času, tako da jaz lahko rečem, da res danes smo popolnoma prenovili ta prostor, kar se tiče prostorov. Zelo pomembno je bila tudi fleksibilnost pri reševanju težav občank in občanov. Tu je šlo najprej seveda za spremembo, kar se tiče fleksibilnosti za občani, predvsem odprta občinska uprava, dostopnost. Začeli smo uvajati ankete zadovoljstva, tako pri javnih zavodov kot pri občinski upravi. Uredili smo takrat ISO standard, predvsem z namenom vzpostavitev jasne odgovornosti, pristojnosti in pa postopkov, tako da je pomembno, da se danes še vedno nekako ta način dela v občini izvaja in za nas je ključnega pomena, da je res postala jasna transparentnost, točno se ve, kdo je kaj odgovoren, kdo je kaj pripravo in pa seveda tudi kaj odobril. Potem močno se je spremenilo obveščanje, kar se medijev tiče, spletna stran, predvsem naša služba za odnose z javnostjo, jaz mislim, da je bistveno spremenila te odnose, tako da tudi zaradi tega smo med občinam kot 5. najbolj transparentna občina v Sloveniji, tako da jaz mislim, da je to tudi zelo pomembno. Potem, če grem 8. točka, konstituirano ciljno usmerjanje vodenje, predvsem tu gre za nekako dolgoročne plane, načrte razvojnih programov, tako pri infrastrukturi, predvsem tudi v gasilstvu, kjer smo uvedli dolgoročni cilj opremljanja gasilskih društev. Tam imamo 30 društev in le na tak način se redno posodablja tehnika,
prav tako v šolstvu, v kulturi in pa v ostalih stvareh, in tudi zaradi tega jaz mislim, da smo končno prišli do res lepo urejenih stvari. Zelo pomembno je za nas bila povezanost z lokalnim okoljem. Tu seveda najprej še vedno so ključnega pomena krajevne skupnosti. One so tudi nekako naša vez med občani in pa med občino. Konec koncem krajevne skupnosti so tudi tiste, ki z svojimi predlogi praktično ustvarjajo proračune, kajti mi si pred vsakim proračunom dobimo njihove pobude, izberemo in oni nam bolj za svoj kraj najbolj povejo, kaj je v njihovim kraju tisto pomembno in pa prioritetno, in tudi po teh prioritetah delamo. Kasneje, zdaj zadnje leta smo šli celo na participativne proračune, kjer še občani lahko predlagajo, in jaz mislim, da je tu zelo pomembno, da smo s tem lokalnim okoljem. Druga stvar pa seveda so društva in pa zveze, s katerimi redno sodelujemo in seveda z njimi tudi potem načrtujemo in pa tudi z zavodom naše aktivnosti. Pomembno seveda naprej so pa tudi spremembe za odločitev za spremembe. Dejstvo je, da kot vidite v zadnje čase v občini Brežice so kar vedno prihajajo kakšni nepredvideni dogodki, pa naj bo to je begunske krize, covidi ali pa kaj drugega, ali pa neki novi programi, novi razpisi, in zato se mi vidi, da je zelo pomembno, da imamo res zdaj občinsko upravo takšno, ki se lahko hitro prilagaja, in pa seveda vključujemo tudi ostale zavode in pa vse ljudi, ki želijo sodelovati, in s tem tudi redno delamo praktično programe, in to je tudi, se mi vidi, zelo pomembno, da se lahko hitro vključimo. Zdaj, kar se tiče dveh točk, seveda jaz sem že povedal, da je zelo pomembno pri tem vsem skupaj tudi timsko vodenje, zato so dve točke danes tudi takšne, ki jih bojo mogoče bolj podrobno predstavljati dve osebe, v katerem jaz praktično s Patricijo že 15 let sodelujem, prav tako pa je tudi Mila v zadnjem obdobju profesionalna podžupanja, ki pomaga pri izvajanju teh nalog za lokalne skupnosti. Prvo je, kar se tiče zavodov in pa društev, tu bo Patricija več povedala, kar se pa tiče teh participativnega proračuna, bo potem Mila več povedala. Prosim, Patricija. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Kot je rekel župan, nameravam v svoji predstavitvi izpostaviti naše sodelovanje z javnimi zavodi in pa z društvi, ki jih občina že dolgo časa oziroma od začetka delovanja župana in tudi mene tukaj prepoznavamo kot naše izredno pomembne partnerje. Seveda ne smemo zanemariti občank in občanov, podjetnikov, kmetov, vse, ki ustvarjajo in za katere dejansko vse skozi poskušamo ustvarjati ustrezno podporno okolje. Tako da občina Brežice je ustanoviteljica 16 javnih zavodov in so ustanoviteljica 2 javnih zavodov. Nikoli pri temu ne pozabimo izpostaviti tudi fakultete za turizem, kjer je občina pomembno pripomogla k vzpostavitvi fakultete za turizem in k izvajanju programa fakultete na našem območju. Skupaj z javnimi zavodi in s fakulteto dejansko kot z neko našo podaljšano roko v obliki tudi javnih zavodov izvajamo svoje javne naloge. Skupaj javni zavodi po zadnjem poročilu ustvarijo oziroma obrnejo dobrih 36 milijonov prihodkov oziroma odhodkov, s čimer dejansko podvojijo občinski proračun, se pravi toliko, kolikor dejansko je nekako proračun občine Brežice, je tudi sredstev na strani javnih zavodov, ki dejansko skupaj z občinsko upravo in javnim podjetjem zaposlujemo dobrih 900 oseb. Torej je dejansko ta nek javni lokalni sektor zares en velik delodajalec v občini Brežice. Poleg javnih zavodov, ki so se v tem času pač nekako tudi pomembno razvili, verjamem, da spremljate posameznega
tudi skozi različne projekte, je poseben partner občine tudi nevladni sektor oziroma nevladne organizacije. V največjem deležu so to seveda društva, pa tudi posamezni zavodi. Na območju občine Brežice je 312 aktivnih društev, pri čemer občina skozi letne programe sofinancira dobrih 250, tako na področju kulture, športa, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, gasilskih društev, turizma. Se pravi, z njimi in skozi sofinanciranje njihovih že nekako, bom rekla, kar tradicionalno prepoznanih letnih programov sooblikujemo podobo občine in vsak dan ter pripomoremo k številnim aktivnostim, v katere se lahko naše občanke in občani dejansko tudi vključujejo. V preteklem obdobju, kot je rekel župan, skupaj sodelujeva že 15 let, bi predvsem izpostavila dosežke na 2 področjih. Prvo je predšolska vzgoja, kjer bi samo za hitro primerjavo leta pred 15 leti, ko sem začela spremljati to področje in danes povedala, da smo v obdobju 15 let uspeli zvišati za slabih 37% vpis otrok v vrtce. To je 241 otrok imamo vpisanih v vrtce več, kot je bilo pred 15 leti. In v tem času smo vzpostavili ter seveda zagotovili pogoje za vzpostavitev dodatnih 17 oddelkov. Občina Brežice trenutno vpisuje v predšolsko vzgojo 900 otrok v 55 oddelkov. In izredno pomemben dosežek, ki se mogoče premalo izpostavi, je tudi ta, da je cena vrtca oziroma predšolske vzgoje za vse starše v občini Brežice enotna, ne glede na to, kateri vrtec v občini otroci obiskujejo. S tem dejansko cel čas krepimo ne samo centralni vrtec v mestu, se pravi vrtec Mavrica, temveč si zares skupaj z ravnateljicami manjših osnovnih šol ves čas prizadevamo k krepitvi oddelkov vrtcev tudi v manjših šolah. Za nas je dejansko vrtec osnovne šole Pišece, osnovne šole Velika Dolina isto pomemben kot dejansko vrtec Mavrica, zato se mi to zdi izredno pomembno prizadevanje, ki je velikokrat očem skrito, pa vseeno ključno za ohranjanje tako šol, kot tudi nekega življenja v manjših skupnostih. Drugi rezultat dosežen v ves čas tega delovanja in sodelovanja pa so programi na področju socialnega varstva. Občina Brežice sodi med starejše občine z deležem prebivalstva nad 65 let. Tega se vse skozi zavedamo in si s programi ves čas postopno prizadevamo k krepitvi programov za starejšo populacijo ter socialno ogroženo. V tem času smo vzpostavili bivalne enote, kamor lahko nameščamo osebe do 2 let, ki so se znašle nekako brez stalnega prebivališča in imajo v tem času možnost poiskati, pomagamo jim tudi, da poiščejo stalno bivališče. Ves čas smo krepili programe za kvalitetno starost. Z programom Sopotniki zagotovili brezplačne prevoze za starejše, pomembno podprli izvajanje programa Starejši za starejše, ker imamo čez 50 prostovoljk društev upokojencev, ki na terenu skrbijo za stike starejših. Potem
spostavili program varovanja na daljavo oziroma e-varovanja, ki pripomore k kvalitetnem bivanju starejšega v svojem lastnem domu, ter tudi skozi program večgeneracijskega centra Posavje enote Brežice spostavili številne programe in aktivnosti za vključevanje starejših v nekako družabno življenje. Ta program večgeneracijskega centra Brežice smo na koncu nekako nadgradili tudi z prenovo bivšega doma upokojencev ter vzpostavitvijo stanovanjskih enot primarno namenjenih starejšim, ki upamo, da bodo v bližnji prihodnosti sprejele tudi prve stanovalce. Ta program, se pravi na področju socialnega varstva, nadaljujemo tudi v prihodnosti z načrtom nakupa prostorov za dnevni center in vzpostavitvijo programa dnevnega centra v prihodnjih letih skupaj z domom upokojencev za dnevno varstvo starejših. Zdi se mi, da s tem dejansko izkazujemo, da občina Brežice ves čas, mogoče ne ravno z velikimi zneski, kot so to milijonske investicije, ampak vseeno pomembno prispeva k razvoju programov, s katerimi skrbi za tiste svoje najranljivejše, se pravi za najmlajše in pa za najstarejše. Zdaj, v tem obdobju mojih 15 let, županovih 17, pa je pomembno, kot je že župan izpostaviti res bogat investicijski ciklus, kjer bi pa sama povedala oziroma izpostavila, da je občina investirala v infrastrukturo na področju družbenih dejavnosti, tudi v obdobju, ko za to ni bilo zagotovljenih ne evropskih sredstev in ne državnih sredstev. S tem smo zagotovili dejansko kvalitetne pogoje za predvsem na področju izobraževanja oziroma osnovnošolskega izobraževanja, tudi v času, ko smo to morali narediti izključno z svojimi sredstvi. Lahko se pa spomnimo tudi, da smo dejansko investirali v mladinski kulturni center, mladinski hostel, grad Brežica, mestna hiša, športna dvorana, v bistvu v res obsežno infrastrukturo na področju družbenih dejavnosti. Če pogledamo en dan v občini Brežice, bi lahko ga skozi številke nekako povzeli tako, da vsako jutro spravimo 900 otrok v vrtce, 2330 otrok v osnovne šole, od tega jih 1115 prepeljemo, bodisi s kombijem ali pa z avtobusi, skuhamo 2000 malic in v bistvu nekaj manj kot 1700 kosil za te otroke v osnovnih šolah. V naši občini pa dnevno pride tudi 285 študentov in pa, kot sem že omenila, znotraj sektorja lokalne javne službe zaposlimo oziroma pripeljamo v službe 900 zaposlenih, 903 zaposlene osebe. Dnevno oskrbovalke nudijo 115 osebam pomoč na domu, 83 oseb pa imamo nastanjenih v institucionalnem varstvu po celi Sloveniji. Na letnem nivoju se v naši občini je v lanskem letu znašlo tudi nekaj manj kot 158 tisoč turistov. Veseli nas, da se je država odločila za turistične bone, ker za 10 tisoč manj, se pravi nekaj manj kot 148 tisoč turističnih bonov je bilo v lanskem letu izkoriščeno v občini Brežice. Naši občani pa so tudi izredno aktivni. Omenila sem že, da je v bistvu 312 društev,
ko smo prištevali za Evropsko mesto športa, letošnji aktualni naziv, smo videli, da imamo 2803 aktivne športnike. Zdaj, da ne bi bili kulturniki žalostni, imamo tudi 1519 aktivnih kulturnikov, pa nikakor ne smemo zanemariti tudi aktivne gasilce, s katerimi vzdržujemo mrežo civilne zaščite in še koga. Tako da v bistvu vzdrževanje in nudenje podpore tej strukturi je dejansko vsakodnevni izziv, ki ga skupaj z županom občinska uprava deluje že 17 let. Verjamem, da si v vsakem letu zastavimo drzne načrte in cilje in da vsako leto stopimo kak korak višje, tako da verjamem, da bo tako tudi v prihodnosti. Hvala, še mogoče Mila, kot participativni proračun, ki je bila novost pri nas, čeprav smo v preteklosti pobude sprejemali prek krajevne skupnosti, zadnje 2 leti pa smo se odločili, da še direkt damo občanom možnost, poleg tega, da lahko prek krajevne skupnosti po svoje predloge poplavajo in pa nam neposredno tudi prek participativnega proračuna. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tako kot je že župan omenil, smo v letih 2020 in 2021 izvedli 16 projektov participativnega proračuna, kar pomeni, da je 16 krajev, 16 vasi bilo bogatejših za opremo oziroma prostore, ki so namenjeni druženju in povezovanju ljudi, kar zagotovo pripomore k kvalitetnejšemu bivanju v njihovem kraju. Prednost našega participativnega proračuna je v tem, da smo celotni proces, torej od same prijavitve, pa kasneje tudi do vključitve v samo izvedbo, prepustili prijaviteljem, torej našim občanom. Naš cilj je, da v bistvu prijavitelji dobijo tisto, kar so si zaželeli, seveda ob podpori naših strokovnih služb. V bistvu projekte ob samem začetku pregleda komisije, se pravi, ali so skladni z zakonodajo, potem pa v bistvu v celoten proces vključimo same prijavitelje. V letu 2022 in 2023 je v proračunu zopet na voljo 200 000 evrov za projekte participativnega proračuna in iz tega naslova bomo, se pravi, izvedli 14 projektov. Zdaj, če jaz še naredim en malo povzetek. Kot je bilo povedano, v občini Brežice seveda najprej dajemo veliko tudi na te projekte, kot so te vsebinski. Tako je bilo v teh letih namenjenih okoli 150 milijonov za transferje, ki so povezane neposredno z občani in pa to seveda največ gre za prispevek doplačila vrtcev, potem za prevoze otrok in pa seveda neposredne pomoči tako kmetijstvu, gospodarstvu in pa društvom. Teh je bilo v tem času 150 milijonov. Še bolj mogoče pomemben podatek je pa, da v tem času je bilo v občini Brežice praktično 200 milijonov investicij, ki so bile razporejene praktično po vseh krajevnih skupnostih. Kajti cilj naš je seveda, da se enakomerno razvijajo vsi kraji. Mi smo celo naredili na spletni strani en poseben program, kjer si vsak občan lahko celo pogleda, kaj je bilo kje narejeno. To prav zaradi tega, ker se zelo velikokrat primerjajo različni kraji, češ kje je več, kje je manj po obdobjih, tako da res imamo, lahko čisto vsak občan si pogleda, kje, kdaj, kaj je bilo narejenega. Kar se pa tiče samih investicij, smo pa vlagali več ali manj, bi rekel, lahko v ta 3 območja. Najprej je seveda okolje in pa okolje. Tu smo v glavnem gradili čistilne naprave, vodovodne sisteme in pa seveda, kar se tiče izboljšave, predvsem bi rekel, pobiranje smeti in pa čisto okolje. Druga zelo pomembna investicijski cikl je bil predvsem, kar se tiče izgradnje šol, vrtcev, potem kulturnih spomenikov in pa tudi več namenskih domov, kajti res v vsaki krajevni skupnosti strmimo, da imajo vsaj
en večnamenski prostor in prav te dneve obiskujemo z kompletnim kolegijem župana vse krajevne skupnosti in smo res včasih celo presenečeni, kako lepo so urejeni domovi v Križah, v Pečicah, Sromlah, tudi takšnih odročnih krajih, kjer imajo noter večnamenske prostore, fitness in še marsikaj, kar so imeli prek participativnega proračuna in so to postali njihovi nekako ključni tisti prostori za druženje. In pa izjemno pomembna je seveda še vedno komunalna infrastruktura, dostopnost do krajev praktično, čeprav včasih imamo pomisleke o cestah in pa v ostalih stvareh, vendar definitivno danes na podeželji brez kvalitetne ceste, vodovoda in pa seveda v zadnje čase tudi telefona se ne da živeti, zato je to tudi ena od pomembnih vlog investicij. Tako da jaz verjamem, če primerjam leto 2005, ko je bilo vsega skupaj 1,5 milijona celo leto investicij, zdaj bo letos 2025, to pomeni, da smo res dosegli svoj cilj in da smo praktično s tem, ko smo začeli pridobivati z različnih virov sredstva, omogočili visoko kvaliteto življenja. Če še malo, kar se tiče samo izzivov za naprej, sigurno naš cilj ključni je zagotoviti kakovostno okolje za občane in obiskovalce. Kajti mi smatramo kot turistična občina, da v okolju, kjer bojo zadovoljni občani, bojo tudi zadovoljni obiskovalci, zato je to naša osnovna naloga, tako še naprej bomo gradili in pa razvijali šolstvo, zdravstvo, različne druge oblike pomoči. Pomembna je seveda za nas tudi bolnišnica, zdravstveni dom in pa lekarna, večgeneracijski centri, bivalne enote, društva, dnevni centri in pa razmišljamo tudi o javni pralnici. Bo pa tudi se precej delalo na povečanju fonda občinskih stanovanj. Jaz mislim, da to je tudi v prihodnosti potrebe. Naj povem, da v tem trenutku so že prostorski plani omogočajo še nova stanovanja, ki jaz verjamem, da se je začela graditi že v tem letu in pa sprejemali se bojo še novi občinski prostorski načrti, predvsem za gradnjo stanovanj na nekdanjem območju tovarne pohištva. Prav tako pa seveda z dodatnimi atrakcijami, kar se tiče turizma, jaz verjamem, da bomo postali še bolj prepoznavna in pa seveda preljubljena destinacija. Naslednja naša pomembna aktivnost je aktivnost sodelovanja z državo, da izpolni zaveze do občine in občanov. Tu gre predvsem, kar se tiče Direkcije Republike za Slovenijo, kjer mora zgraditi obvoznico, most nov in pa še marsikaj drugega. Prav tako seveda zaveze ob DPN-jih za hidroelektrarno Brežice in pa hidroelektrarno Mokrice. Za nas je izjemnega pomena, da bi se Mokrice začele čim prej graditi, kljub vsem zapletom, kajti s tem bomo tudi zaščitili poplavno varnost naših občanov. Mi želimo še naprej aktivno sodelovati tudi pri umeščanju in pa razvijanju vojaškega in pa civilnega letališča, vključno z Feniksom, kajti to je res en tak objekt, ki je povezan celo z NATO. Vidimo, kako je varnost pomembna v teh časih, predvsem v vojni v Ukrajino in pa Rusiji, tako da tudi tu je za nas izjemnega pomena. Prav tako želimo, da se, kot sem že povedal, vzhodna obvoznica. Se pa kot občina želimo tudi aktivno vključevati pri gradnji drugega bloka in pa NEK-ka. Treba le povedati, da ta nuklearna elektrarna, ki se bo umeščala, bo praktično na naši meji in verjetno v tem 10-kilometrskem krogu bo skoraj več občanov naših kot krških, zato ćemo biti enakopraven partner pri izgradnji v Posavju. In jaz verjamem, da bomo to tudi dosegli. Seveda je pa naša naloga tudi, da se čim prej pride do ustanovitve regije Posavje, v katerim želimo kot občina, druga največja občina in pa seveda z vsemi močnimi podpornimi službami biti pomemben partner in pa seveda pomembno oblikovati tudi in pa odločati glede regije. To so naši izzivi za naprej. Jaz verjamem, da jih bo še veliko, še drugih, vendar jaz mislim, da ključna nekako vizija bo šla v tej smeri.
Tako da to je takšna ena krajša predstavitev, bolj obširno bojo vsi občani dobili in bo bila tudi na spletni strani, tako da se bo dalo res pogledati, kaj vse je bilo narejeno, vendar če bi želeli danes vse to povedati, bi trajalo predolgo, po drugi strani pa seveda vi kot novinarji nas spremljate skozi vsa leta, kar se vam tudi moram zahvaliti, kajti dejansko s tem seveda nekako izboljšujete projekte, obveščate javnost, po drugi strani pa tudi marsikateri, ker pokažete mogoče na kakšno stvar, ki ni čisto taka, kot si jo mi želimo, ali pa bilo kdo, ali pa občani, in s tem seveda pomagate tudi pri tem, da prisluhnemo in pa izboljšamo še aktivnosti, kot so.